Dober dan, lepo pozdravljeni. Upam, da se zdaj slišimo, vidimo. Najprej lep pozdrav vsem udeležencem. In še posebej hvala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za priložnost, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavi nekaj svojih dejavnosti, ki jih peljemo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Danes se bom osredotočila na osrednjo konferenco, ki smo imeli v času predsedovanja 7. oktobra, in sicer konferenco z naslovom Kakovostno delo za kakovostno življenje. Na tej smo povezali številne vsebine našega ministrstva in se seznanili z najnovejšimi raziskovalnimi dognanji, strateškimi usmeritvami in dobrimi praksami s področja kakovostnega, torej trajnostnega dela. Utrdili smo predvsem prepričanje, da je za napredek na tem področju potrebno sodelovanje, povezovanje, pa naj gre tukaj za socialni dialog, kot tudi za povezovanje vsebin in vključevanje teh vsebin v vse relevantne politike in ukrepe. S konferenco, ki jo je sofinancirala Evropska unija, smo želeli na eni strani ubesediti izzive, ki nas čakajo v sedanjosti in prihodnosti, in pa na drugi strani seveda poiskati rešitve zanje. Poglejmo najprej izzive, s katerimi se soočamo. Svet dela se hitro spreminja zaradi tehnološkega napredka, zaradi globalizacije, podnebnih sprememb in pa staranja prebivalstva. To pogosto slišimo kot megatrende, ki že kar lep čas, bom rekla, že desetletje znižuje delež delovno aktivnih, in trend tega nižanja se pričakuje tudi v prihodnosti. Glede na to, da število celotnega prebivalstva ostaja sorazmerno nespremenjeno, se tveganje pomanjkanja delovne sile povečuje. In to vidimo kot en glavnih izzivov. In da bi nadomestili zmanjševanje deleža delovno aktivnega prebivalstva, je treba na trg dela vključiti več ljudi. Predvsem, kar se nam zdi pomembno, je, da se jim ponudi kakovostna delovna mesta, omogoči daljšo delovno dobo in vzporedno izboljša produktivnost. Kot odgovor na vse te izzive na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vidimo trajnostno delo. Kaj je to trajnostno delo? Trajnostno delo je mogoče doseči z vlaganjem v kakovostna delovna mesta in človeški kapital, s posebnim poudarkom na varnosti in zdravju pri delu, izpopolnjevanju in prekvalificiranju, poštenih delovnih pogojih in pa tudi usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Lahko bi rekla, da je trajnostno delo bistveni sestavni del gospodarstva blaginje in pomembno gonilo večje udeležbe delovne sile, gonilo produktivnosti, gospodarske uspešnosti in pa nenazadnje tudi socialne vključenosti. Če je delo netrajnostno, raziskave kažejo, da vpliva na zdravje, da dobro počutje ljudi na trgu dela in njihovih vzdrževanih družinskih članic in članov, posledice pa se pojavijo takoj ali na daljši rok. Kar nekaj sem o trajnostnem delu povedala, naj pa ponudim še opredelitev koncepta, kot ga razume Eurofound, ki je s tem konceptom tudi začel. Trajnostno delo pomeni takšne delovne in življenjske pogoje, ki ljudem omogočajo, da se zaposlijo in ostajajo delovno aktivni. To ob upoštevanju individualnih okoliščin vključuje oblikovanje dela na tak način, da se odpravijo dejavniki, ki delavke in delavce odvračajo oziroma jih ovirajo pri tem, da bi lahko ostali dlje na trgu dela ali pa sploh vstopili na trg dela. Da bi pogledali, kaj kažejo zadnje raziskave, kakšne so politike in dobre prakse na tem področju, smo organizirali mednarodno konferenco, kot sem že rekla, z naslovom Kakovostno delo za kakovostno življenje. Na njej smo se osredotočili zgolj na nekaj, ampak po našem mnenju ključnih vidikov trajnostnega dela. Sam koncept je seveda širši, enodnevna konferenca ni dopuščala, da bi naslovili čisto vse teme. Enega od panelov smo, tule vidite zadnja alineja, smo posvetili tudi veščinam in temu bom v nadaljevanju posvetila malo več pozornosti.
Na panelu o veščinah so Evropska komisija, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Mednarodna organizacija dela predstavili nekaj dejstev in napovedi o potrebnih veščinah na delovnih mestih prihodnosti. Mark Keys, strani OECD-ja, vodja oddelka za spretnosti ter zaposljivost v Direktoratu za zaposlovanje, je nanizal nekaj napovedi za prihodnost. Naj naštejem ključne. Dejstvo je, da avtomatizacija spreminja delovna mesta, da so zahteve po specializiranih znanjih in veščinah vedno večje, a vsa delovna mesta, na katerih niso potrebna posebna znanja, vseeno ne bodo izginila, kar o tem je veliko debat, vendar bojazni, da bodo prav vsa izginila, ni. Naslednja napoved je, da bomo po podaljšanem delovnem ciklu pogosteje menjali zaposlitve. To že opažamo na trgu dela. Obdobje zelenega prehoda bo spremenilo delovna mesta in zahtevanje oziroma pričakovane veščine. Vpliv zelenega prehoda na kakovost delovnih mest je potencialno pozitiven, ampak v primeru, če bomo znali poskrbeti, da bodo delovna mesta varna in zdravju prijazna, bo ta vpliv lahko nedvomno pozitiven. Podobno kot druge organizacije, tudi OECD ugotavlja, da je pandemija pospešila razvoj dogodkov in da ni vplivala enako na vse. Najslabše so jo v pandemiji odnesli mladi in najslabše plačani, v večini primerov je to tudi najslabše izobražen kader. Pogled Mednarodne organizacije dela. Zastopala jo je Olga Stricka-Ilina, ki vodi področje za strategije znanj in spretnosti za prihodnje trge dela. Tudi oni ugotavljajo, da je bil vpliv pandemije raznolik in da so razlike v posledicah precejšnje. Naj navedem par zanimivih podatkov. Mednarodna organizacija dela je na vzorcu 58 držav ugotovila, da so mladi, še zlasti mlade ženske, nosili največje breme pandemije. Od drugega četrtletja 2019 do drugega četrtletja 2020 je v visokodohodkovnih državah pri mladih moških upadla stopnja zaposlenosti za 11,2%, pri mladih ženskah pa za 13,9%. V državah s srednjimi prihodki pa se ti deleži skoraj podvojijo. Pri mladih moških je stopnja zaposlenosti upadla za 23,7%, pri mladih ženskah pa kar za 29%. Neenak vpliv pandemije je viden tudi glede na stopnjo usposobljenosti, kar je tudi zelo pomembno z vidika vsebine današnjega dogodka. Na vzorcu 50 držav je Mednarodna organizacija dela ugotovila upad stopnje zaposlenosti pri nizko kvalificiranih za 10,8%, za srednje kvalificirane za 7,5%, za visoko pa 2,2%. Vidimo, da so tu bistvene razlike, da ta usposobljenost igrala pomembno vlogo tudi v času pandemije pri ohranjanju zaposlitev. Zagotavljanje trajnostnega, torej kakovostnega dela je po našem mnenju pomemben prispevek k naslavljanju vseh izzivov, ki jih pred nas postavlja sedanjost. Zato smo koncept trajnostnega dela na našem ministrstvu in tudi komponent posameznih trajnostnega dela vpletli v številne dejavnosti v času predsedovanja. Tukaj so navedene te glavne, bi pa mogoče za konec še povzela rdečo nit vseh teh dogodkov, ki smo jo nekako strnili v 4 ključna sporočila. Prvič, vložek v trajnostno delo se obrestuje, se pravi katerikoli vložek na področju varnosti in zdravja, usposabljanja, kakorkoli. Drugič, sestavni deli trajnostnega dela se prepletajo in povezujejo. Tretjič, za zagotavljanje trajnostnega dela je potreben vseživljenjski pristop, se pravi, prepozno je, da se začnemo ukvarjati z zdravstvenimi težavami v starosti, treba je delati ves čas, enako z vseživljenjskim učenjem. Prepozno je, ko ugotovimo pri starejših, da nimajo pravih znanj, veščin, da bi lahko podaljšali delovno aktivnost. In četrtič, za zagotavljanje trajnostnega dela je ključen socialni dialog. To so ta 4 ključna sporočila, ki jih želimo predati v času predsedovanja, tako da na kratko povzemajo vse, kar delamo.
Tako da to je bilo vse z moje strani. Najlepša hvala za vašo pozornost. Če pa bodo kakršnakoli vprašanja, bom po nadaljevanju še odgovorila. Hvala.